Dober jutr in pa pozdravljeni v čisto nov vlog in tole je drug vlog klele z Amerike. Danes pa šibamo na Semo, zato smo tudi tukaj v Vegasu. Z Janom sva že pojedla zajtrk. Jo, naš šef bo še sendviče prštimal. S temule garlic putram se ni šparal, pa tale turkey breasts. Turkey breasts. Bo tudi več pa kruha dal. Ja, hvala, da. Dobar je, to prav ameriška porcija. Yep. What do you see? Wow. Wow. Hudo. Luč je intake? A se ti zajebavaš. Welcome to Sema, everyone. Sploh še nismo na Semi, pa je že noro. Notar nismo, pa je se že dogaja, Gremo po Badger. Wow. Pa Hemi V8. Na poti do Badgeov sva srečala tole formulo, pa tegale 10-metrskega dragsterja. Pa ko sva Badge prevzela, je bil pa cajt, da se najna Sema za letos začne. Lejka zgleda, da je škatla od igrače, a veš? Tole so pa bildi, ki jih res vidiš sam na Semi in tole je res Sema worthy bild. Lejto, prid tlele zraven. Ta zgornja luč je v bistvu turbina in turbino imaš na obeh straneh. Drugače pa avto v bistvu narejen cel kot nek resto mod. Noter novo, mislim, saj dizajn je stvar okusa, ampak mislim, da je res treba appreciatati, koliko se folk potrudi, da na koncu pride takle izdelek na cesto ali pa na tepih. Telih čist preveč vzignenih trakov nisem nikoli razumel. Moram pa reči, da appreciatam detajle, tako kot so te luči, ki so čist bele, pa auspuh, pa vse tako custom, pač ko ena stvar ni tlele gor stok. Taki buildi pridejo tudi v $500,000. Tole je pa zdaj ena moja ljubših razstavnih prostorov in sicer Hoonigan, to je od Travisa Pastrane in Preca, ki ste jo vsi videli v Hoonigan filmu na YouTubu. To je kada Preili pa DTM zmešal skupaj, zadeva ima itak neomejeno konj, pa pač pripravljena na največje skoke. Sploh ne vem, kva bi razlagal, pa kva bi vam pokazal, ker v vsako smer, ki se obrneš, je nekaj norega. Tako je recimo tale Ferrari, ki je pač sleman pa zabit v poden. So pa že letela na dogodek, ki se pa imenuje Horsepower Rodeo in točno tako zgleda, kakor se sliši. Tip je že na Felton. Ta disciplina se ne mer s točkam, ampak enostavno se išče tistega, ki naredi najboljši šov. Oh, that didn't sound good.
tej točki so pa začele zadeve eskalirati. No, jaz še nikoli v lifeu nisem videl tovornjaka, ki bi driftal. Pa ko sem že mislil, da sem vse videl, je pa vletel še 5 avtov naenkrat noter v pit, pa meni se zdelo, da nimajo čisto pod kontrolo, no. Zdajle se klele v zuni, pri dirkališču od Optime sprehajava in sem najdel tole. Tole je Ford Ranger Raptor Dakar verzija. Upam, da se me kaj sliši čez majka tele V8, ki so res glasne. Nisem si mislil, da bom to tukaj videl. Prvič vidim tudi tegale Dakarja v živo in meni je res všeč, kva Ford dela trenutno s svojim Racing Divisionom. Pa kar moram poudariti je to, da če boste opazili, noben od avtov kle ni vgrajen. Tako da ta kultura, da se pač avtov ne šlata pa ne pleza po njih, je kle res visoka. Tako da tole bi jaz izjemno rad videl na Automotor Showu naslednje leto. Jan, kva sem najdel. Ranger F-150 Raptor R. R značka pomeni, da ima 5,2 litrski V8 motor not od Shelbyja GT5, tako da tale pick-up proizvede slabih 700 konj. Tole je pa moj sanjski avto in ta avto bom definitivno enkrat dodal GTD-ju, Shelbyju pa Flopsterju. Marija. Tole je pa Shelby Super Snake R. Mislim, da bo teh avtov sam 25 ali 50 narejenih za cel svet. Seveda so že vsi prodani. Ampak tukaj v Vegasu smo zdaj videli že kar 3. Zadeva ima 825 konj, tam nekje proizvede. Je pa to nekako odgovor Shelbyja na GTD-ja, recimo malo. To je v bistvu najmočnejši izdelek, ki ga lahko trenutno od Shelbyja kupaš. Meni je izjemno všeč, kako so teli boki v zadnji narejeni. Tale poširitev se mi zdi, da so dizajn res dobro premislili, pa res dobro zadelno. Meni je avto izjemno všeč. Je pa res, da bi pa rajš imel GTD-ja kot tole. Jaz nisem vedel, da je tudi to zdaj the thing. Sem mislil, da pač avto te samo zigujejo, ampak dejansko imaš zdaj eno serijo tega, ki tudi čisto poden zabijajo tele pick-upe. Kaj pa vem, no, ni lih po mojemu okusu. Je pa definitivno kar za videti, no. Se mi pa zdi, da pick-up mora iti gor, ne dole. Lej, kva sem najdel klele. Jaz sem 1,90 m, pa ko mi do značke pridem. Lej, to še guma je skoraj toliko velika, kot jaz. Jaz ne vem sicer, kje se ljudje pa s temi avti vozijo, ampak my European mind is blown, stari. Nekaj sem videl zdaj tamle, Jan, in to
GTD Pro Mustanga oziroma GT3. Sik. Pa pojva tole midva zdaj pogleda. Dosti je bilo telih pick-upov zrihtanih. Aj to. Majster. GTD izvira točen iz tega avta. Ta avto je bil narejen izključno za dirkanje v GT3 pa GTD Pro klasi. Pa so pa Fordu rekli, mater, tale zadeva dobro zgleda, dajmo narediti še road legal verzijo. Mi je pa kar malo žal, da pri GTD-ju ni tega side exhausta, ka to bi pa res hudo zgledali. No, zdaj greva pa v halo, ki je samo wheels and accessories. Se pravi, zdaj si bova zbrala vsak svoje feltne pa gume. Pa lej, koliko so to hudi štanti, no. Tako že takoj v štartu imaš bolan avto parkiran, da ne govorim o dekoracijah, evo, tako se zadeva dela. Potem pa stopaš noter. Ok, mene so že z Raptorjem kupili. Mene so pa z Lexusom, tako da. Noter imaš takole lepo feltne razstavljene. Kada po eno hudo dnevno stopu. Mize. Hudo. Lej to. Če se že gremo, a ne? Tale meni čist huda. Ful so mi všeč srebrne feltne. Evo, še en Shelby Super Snake. Sam ta ni R. Ne, ni R, ampak pač ne vidiš lih vsak dan Super Snake, no. Klele imamo sicer GT3 RS, ampak jaz mislim, da teh avtov sploh noben več ne opaz. Ampak pazi tole. P1-ka pa na custom A13 feltnah, pač koliko hudo. Tako všeč mi je, da tunajo tudi hyperkare, ne sam rekel Porsche, Ferrari pa tako naprej, ampak majstri so dropnali P1-ko, pa zabili gor feltne, vrep čez. Tale firma je meni všeč, že kar nekaj časa jih spremljam po Instagramu, čist mi pa hudo, kako v bistvu delajo te kakor aerodiske, ampak dejansko naredijo ta lip gor. Ful mi je všeč ta detajl na feltnah, no. Seveda pri nas tega itak ne moreš homologirati, ampak hudo. Pa je to. En se je malo začutil s tuningom. Mal. Kaj to? Res je novoletna smrekca. Če že mislil, da je velika hala, gre pa pol vse skupaj še v 2 štuka. Ena od koliko 5? Ja, 5-6. Vaj, to model, no. 6-wheel steering. Lej, koliko je to veliko, Jan, daj zraven stoj. Aj to. A si normal. To je nek karbon sunset svet, tako tak zlat je. Zgleda kot kačja koža, ne? Ja, noro zgleda. Hudo. Moj pa spet vsi avti, noben ni za ograjo parkiran. Tudi najhujši Lamboti, pa če jih vsi spoštujejo, pa noben našlata. Ja. Pa naskače po avtu, res lepo. Holy shit. Kva to vse naredijo. Pa všeč mi je, kaj je cel ta tow truck je tako zrihtan, ko ima poden, vse spoliran, krom. Ni da ni, ampak dajmo tole pogledati. Tole smo že prejle sicer na hiter mem leteli, ampak ne vem sploh, kva je to. Zgleda kaj na formula za apokalipso. 6x6, noter imaš supercharged Hemi motor, zgleda bejs kakor nek H1 Hammer. Lej to spredi, še spreden bumper čist custom. Stari, to pa sam na Semi vidiš. Tole barvo sem hotel videti, to je original Fordova barva, ki je bila dostopna v bistvu na Raptor modelih. Ampak predvsem mi všeč, ne vem koliko se vidi, ki ima tak zeleno-zlat flake. Zakaj mi pa všeč, ker iščem en tak odtenek za mojega GTD-ja. Tako napišite mi v spodaj v komentar, kva mislite, da bi imel GTD-ja v tejle barvi. Meni je tole trenutno, se mi zdi kar favorite choice so far. Zdaj sva pa najdla od Jana sanski avto, Supra Final Edition, čeprav to ni čista Final Edition, ki bi si ga Jan želel. Zanima me menjalnik. Drugače hud. Nice. Tako Tremec style. Tako tvoj Shelby stil. Se izgleda tak short throw. Tako ni toliko majhen, kot sem si predstavljal, da bo. Vsi so govorili, da je ful majhen, pa to. Ja. Je pa res, da prihajam iz 370Z-ja, tako da. Dobro, sam bi zamenil 370Z-ja za to. Ja. Bi, a ne? Tako, če kdo kup 370Z-ja, pride to v vloge. Lahko skočil DM se od Jana. Drugače dobro zgleda.
Mislim, da bi ti kar pasal. Hvala, meni se tudi zdi. Evo, zdaj gremo pa na štand, ki sem se ga pa najbolj veselil pogledati, in tole je štand tudi Maguireja, zato ker imajo od TJ Hunta 488 GT3 build. Ideja tega avta je bila, da v bistvu se vzame street legal avto, pa se ga predela na vzuni v GT3 dirkalnik, noter pa še zmeraj ostane, se pravi, ves komfort od originalnega avta, pa prid to pogled. Všeč mi je, ker je še zmeraj tako imperfect, tudi splitter spredi, luči se vse od GT3 dirkalnika, ampak to da avtu karakter, se pravi, ta zadeva je bila na dirkališču in to mi je všeč, da niso spedena. Kar mi je izjemno všeč je tudi to, da so naredili custom BBS feltne prav za ta avto, deep dish in pa fitment stari je v nulo. Izjemno pa cenim tudi to, da je avto najbolj spoliran, kar sem jih klele videl, tako da res TJ Huntu kapo dol za tole. Zdaj bomo pa pogledali najbolj brutalen Supra Wide Body Kit, pa bo kar Jan povedal, ker jaz se ne spoznam toliko na te zadeve. Tole je od Adro Body Kit, cel karbonski, v bistvu tono. In koliko to stane? Drugač ni toliko bad, 10. Kva, 10 je cel kit? Cel kit, vse, spoiler, body kit. Sem mislil, da je to ful draže. Pojva ga sam še v zadnji pogledati. Tle zgleda tako, mal poširjen, pa priješ tako sem, sam. V bistvu vse, kar je od luči levo, je poširjen. Kva poj? A v šprbu? Kva sem najdel? Brian O'Connor, Supra, iz Fast and Furious. No, to je pa res hodil videti. Tole je kar nice. Ja, tole pa kar v srce udar. Pa smo pa zdajle najdel od Ken Blocka Hunitrack. Še eno puščica v srce. Oh my god, kar kocine mi grejo po koncu. Original podpis od Kena Blocka. Noro, no. Dole je pa še njegova stena stvari. Res dobro. Uničenih. Ja, to je v bistvu nek tak trophy vol, ki ga ima on, mislim, ki ga je imel v svojemu headquarterju, pa so ga zgleda zdaj delno sem parpeljali. No, to je pa Mona Lisa, stari, to je original od originala pač. Lej kocine, no, ne morem. Fuck. Oh yes, Ford Racing, baby. Ko je ta prvi Raptor R, mislim, da je to znak, da bi si ga mogel kupiti. Supercharger gor. Tle ima Ford Performance v bistvu štand, kjer pokažejo ves aftermarket, ki ga ponujejo. Mogoče večina od vas ne ve, ampak v Ameriki ti lahko kupiš crate engine oziroma motorje na paletah, kaj pa vem, oljne separatorje, skratka full aftermarket, ali svoje LED bare imajo. Recimo ena od stvari, ki sem prej rekel, da dobiš motor na paleti, takole motor pride, pa ga lahko zabiješ v takega starega Broncota. Imamo pa tudi tukaj, Jan, prid sem. Tle jih imaš dejansko razstavljene. To je superchargen 5.0 Coyote motor, 800 plus kon. To je vse official Ford Performance. Pa pazi to, ko daš ta supercharger kit od Ford Performance na svojega Mustanga, dejansko tukaj obdržiš garancijo. Se pravi, imaš na original Mustangu 800 kon, pa avto imaš pod garancijo še zmeraj. Evo, ta najbolj sem pa za na konc pustil. Seveda, tole že verjetno vsi veste, ki me spremljate, kva je. Tole za mano je Mustang GTD, ki smo mogel biti zbran, da si ga sploh lahko kupil. In jaz z največjim veseljem povem, da sem tudi jaz eden izmed tistih srečnih bodočih lastnikov, ki si bo lastil tale avto. Drugač pa telih avto bo približno 1500 na svetu. Moj pride nekje v letu 2027, konfiguriram ga pozno 2026. Tale dotičen avto je pa od Von Gittin Juniorja, on je pa lastnik RTR firme. Zato imaš tudi tele lime green detajle, ki so dejansko poštrihani, ker je to, kaj pa vem, nek tak njegov signature design, kar pač on rad naredi. Je pa tale avto, kaj pa vem, no,
na posnetkih se mi zdi, da ne izpade tako agresivno, ampak ko ta avto v živo vidiš, jaz sem čisto zaljubljen. Jaz to komi čakam, da svojega dobim. Isto bom siguren spekal performance package, to pomeni, da dobiš daljši splitter, pa tele kanarde, plus tole, v bistvu tele grni flepe spredi, za v bistvu še več downforcea, seveda v zadnji s tem dobiš tudi aktiven wing, to pomeni, da se tale luputa odpira pa zapira. Zelo verjetno pa ne bom vzel carbon packa, ker je, mislim, da je tako 40-50 ali pa še celo 60.000 evrov opcija, tako da bom tudi na mojemu avtu pustil tele kar takole barvano črne, se pravi dobiš side skirte, spredi splitter, pa v zadnji difuzor, lahko Janša tole pokažeš, kako izgleda. Se pravi, difuzor je pol tudi isto v črni barvi, ampak meni je izjemno všeč. Razen kar se barve tiče, bi pa jaz rad izbral eno tako malo bolj custom metallic barvo, ker se mi zdi, da bo temu avtu res tako izjemno pasala. Zdaj pa, če ste mislili, da smo že videli najhujše stvari, je pa klele za mano seveda One of One Pagani Huayra. Tole je neka Imola Edition, a je Imola Edition? No, ja. To. Jaz mislim, da kar se pa custom orderjev tiče, pa tale kar zmaga. Pravijo, da tale zadeva stane 5,5 milijonov, no, to je bil MSRP oziroma cena, ki ga je lastnik kupil. Jaz mislim, da če se ta avto kdaj proda, bo pa v 15 milijonih. Zanimivo, da klele nobenega soseda na mod, ko se takole gume žge, pa kroge riše, viš. To je življenje, to so eventi. Se pa Sema počas zaključuje, tako da z Janom odhajava nazaj proti San Diego še za par dni, pol pa počas nazaj domov. V državo regulacij, zelenega okolja. Pa dobre hrane. Boja, pa dobre hrane, ko mi čakamo. Tako da to je to za danes, pa se vidimo, se zagledamo. Ajde, čau!